Julij in gora poguma. Zgodba srca o skromnosti, vztrajnosti in notranji moči. Julij je bil tisti deček, ki ga nisi nikoli slišal, da bi se hvalil ali na ves glas pripovedoval o svojih uspehih, čeprav bi imel o čem govoriti. Bil je tih, prijazen in skromen deček. Ni bil najglasnejši v razredu, niti ni nosil najsvetlejših oblačil. Raje kot pohvale je iskal priložnosti, da nekomu pomaga, mu ponudi prijazno besedo ali pa preprosto tiho stoji ob strani, kadar je bilo to potrebno. A imel je nekaj posebnega, prijazno in sočutno srce, ki so ga začutili vsi okoli njega. Njegova velika ljubezen je bila narava in gibanje. Po zimi, ko je pobelilo hribe in doline, je Julij komaj čakal, da stopi na smuči. Ni ga zanimalo, kdo ima najnovejšo opremo, bleščeča tekmovalna oblačila ali najhitrejše smuči. Zanj je bilo najlepše to, da začuti veter v laseh, snežni prah pod smučmi ter radost v srcu. Njegove priprave so bile preproste. Pred vsakim smučarskim dnem je skrbno preveril vezi, si nadel tople rokavice ter si tiho rekel: danes bom dal vse od sebe. Ni potreboval veliko, le svoje pošteno delo, zbranost in veselje. Ko so v 5. razredu z razredom odšli v zimsko šolo v naravi, je bilo navdušenje med učenci nepopisno. Vsi so se veselili tega dogodka. Vsi so govorili o tekmovanju, ki bo potekalo zadnji dan. Kdo bo najhitrejši, kdo bo zmagal? Julij je bil tudi tam, a ne zato, da bi se dokazoval drugim, temveč, da bi dokazal sebi, da zna zaupati vase. Na dan tekmovanja je bil zrak hladen, sonce je iskrilo kristalčke snega. Julij se je postavil na start. Ni gledal levo in desno, ni poslušal šepetanja in ugibanj. Zaprl je oči za kratek trenutek, globoko vdihnil in si rekel: vse, kar šteje, je, da dam vse od sebe. Spustil se je po strmini, hitro, a mirno. Vsak zavoj je bil premišljen, vsak gib natančen. Njegovo srce je bilo polno veselja in odločnosti. Ko je pridrvel v cilj, so se vsi zazrli vanj. Dosegel je najboljši čas. Otroci so ga obkrožili, začudeno spraševali, kako mu je to uspelo. Julij se je le skromno nasmehnil in rekel: ni važno, kdo zmaga. Važno je, da verjameš vase ter se potrudiš po svojih najboljših močeh, pa da pri tem še uživaš. Njegova učiteljica, ki je ves čas verjela vanj, mu je ponosno pomežiknila:
Pravi zmagovalec je tisti, ki ne obupa in ki nikoli ne pozabi biti prijazen, je veselo povedala. Otroci so tisti dan razumeli nekaj zelo pomembnega. Da ni treba biti najglasnejši, da ni treba imeti najnovejših stvari, da ni treba tekmovati v hvalisanju. Prava in največja moč prihaja iz srca, iz tistega tihega zaupanja vase in iz spoštovanja do drugih. Julij je še dolgo potem ostal vzor, ne zaradi medalje, temveč zaradi svoje skromnosti, vztrajnosti in dobrote. Dragi otroci, ne pozabite, da prava moč tiho raste v tistem, ki vztraja, ki verjame vase in ki zna biti prijazen. Ni pomembno, koliko imaš ali kako glasno govoriš. Pomembno je, koliko truda in srca vložiš v to, kar počneš. Bodite skromni, bodite pogumni ter verjemite, da ste točno taki, kot morate biti, da uresničite svoje sanje.